Združeni narodi so označili predlog zakona proti priseljevanju, ki je bil na Madžarskem predlagan kot napad na človekove pravice, in pozvali madžarsko vlado, naj podpre pravico do svobode združevanja. Vlada v Budimpešti je namreč v torek parlamentu predložila zakonodajo, ki bi ministru za notranje zadeve dala pooblastila za prepoved nevladnih organizacij, ki podpirajo migracijo in pomenijo tveganje za nacionalno varnost. Predlog zakona je sicer del aktivnosti predsednika vlade Viktorja Orbana proti priseljevanju. Truplo filipinske služkinje, ki so našli v zamrzovalniku v Kuvajtu, so dostavili v Manilo nekaj dni zatem, ko je filipinski predsednik Rodrigo Duterte odredil prepoved bivanja delavcev v bližnjevzhodni državi. Duterte je v torek odredil evakuacijo več kot 10.000 tujih delavcev v državi, potem ko so novice o smrti služkinje Joane de Mafelisa povzročile ogorčenje. Zunanji minister Alan Cayetano je dejal, da se je Kuvajt zavezal, da bo rešil primer smrti filipinske služkinje. Kuvajtski minister za zunanje zadeve pa je obsodil prepoved filipinskega predsednika, saj naj bi s tem škodil odnosom med državama. A vseeno je že več kot 2000 Filipincev odletelo nazaj na Filipine. Zaradi velikanskega udrtja je v Rimu nastala ogromna luknja, ki je pogoltnila več avtomobilov. Mnogi prebivalci pa so prestrašeno pobegnili iz svojih domov. Nujne službe so delile videoposnetke udrtja kar preko družbenih omrežij. Na njih pa so prikazale svoje ekipe, ki pregledujejo luknjo v Balduniji. Zaradi varnosti in preiskave je policija zaprla celotno območje v severozahodni soseski italijanske prestolnice. Poročil o poškodovanih sicer ni bilo. Več družin pa so evakuirali zaradi preventive iz njihovih domov. Znan je epilog nedavnega strelskega pohoda najstnika v srednji šoli v Floridi. Poleg 17 ljudi, ki so izgubili življenje, je bilo ranjenih še 14 drugih, od katerih se 5 še bori življenjsko nevarnimi poškodbami. Vseh 17 smrtnih žrtev so že identificirali, a jih še ne bodo objavili, saj bi radi najprej obvestili njihove družine. Ta napad sodi med 10 najbolj smrtonosnih masovnih strelov v sodobni zgodovini ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obisk prizorišča napada, saj se želi srečati z družinami žrtev in poskrbeti za nacionalno obravnavo primera na televiziji. Incident se je zgodil potem, ko je mesto Parkland nedavno navedel, da so nacionalni raziskavi razglasili mesto kot eno najbolj varnih mest na Floridi. Strelski pohod pa je spet sprožil razpravo o nadzoru orožja v ZDA. Po najnovejši raziskavi Galupa 60% anketirancev ZDA podpira strožje zakone orožja, medtem ko le 5% želi manj stroge.